Beseda ponižanje danes ni priljubljena in večina ljudi bi jo najraje črtala iz slovarja. Toda, če tudi bi jo črtali, bi resničnost ponižanja še vedno ostala. Ponižanja bodo obstajala, dokler bomo na svetu ljudje, saj smo ranjeni po izvirnem grehu in tako včasih ponižujemo drug drugega. V današnji družbi se veliko govori o različnih pravicah. Vsakdo se zelo zavzema za razne pravice. Ljudje gredo tako daleč, da se bolj zavzemajo za pravice živali, kot pa za človeka. Toda ali je prav, da tako zelo poudarjajo pravice, še posebej vsak svoje? Mislim, da to ni prav, saj se pravice zmeraj križajo. Moje pravice delajo krivico mojemu bližnjemu. To, kar imam jaz pravico narediti, lahko mojemu bližnjemu prizadene škodo ali ga poniža. Zato uzakonjena pravica ne bo nikoli naredila reda na svetu. Svet bi morala urejati in obvladovati ljubezen do bližnjega. Ta je zmeraj pravična, ker ne gleda na svoje, ampak na to, kar je bližnjega. Apostol Pavel jo tako lepo opiše. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen vedno ravna tako, da je prav za bližnjega in seveda ne gleda nase. Raje sama potrpi ali je prikrajšana, samo da bližnji ne trpi. Kot sem že rekel, ponižanje danes ni priljubljeno. Ljudje pa kljub temu veliko ponižujejo drug drugega. Še hujše pa je, ker nobeden ni pripravljen ponižanja sprejeti, ampak ga hoče vrniti vsaj v tolikšni meri, kot ga je prejel. Ponižanje v ljudeh zbudi maščevanje. Lahko bi rekli, da glede tega še pri mnogih ljudeh velja starozavezno pravilo zob za zob, oko za oko. Zaradi ponižanj se ljudje tožijo na sodiščih in tako povzročajo še večje sovraštvo med seboj. Pravo nasprotje ponižanja je napuh. Prav napuh nam prigovarja, da se ne smemo pustiti tako zelo ponižati. Napuh še peče, da ima vsak izmed nas svoje dostojanstvo, ki ne sme biti potlačeno. Toda potrebno je razlikovati med pravim dostojanstvom in med tistim, ki temelji na napuhu. Pravo dostojanstvo, ki ga imamo, izvira od Boga. Najdragocenejše dostojanstvo, ki ga imamo, je dostojanstvo Božjega otroštva. To nam daje pravico, da smo sodediči v nebeškem kraljestvu. Toda to dostojanstvo je utemeljeno na ljubezni in ni tako, da bi drugemu škodilo ali ga ponižalo. Je tudi resnično dostojanstvo, ki nam ga ne more nihče vzeti. In tudi nihče nas ne more toliko ponižati, da bi nam to dostojanstvo lahko vzel. Bog nam ga je popolnoma izročil. Položil nam ga je v roke, zato ga lahko zapravimo le sami. Dostojanstvo Božjega otroštva nam lahko vzame samo greh, ki ga naredimo s svobodno odločitvijo. Greh pa je pravzaprav samo ponižanje. Drugače pa je z drugim, lažnim dostojanstvom. To je lahko utemeljeno na napuhu, ali pa je sad lastne želje ali poželjivosti. Je škodljivo, ker človeku zamegljuje pogled in ni več sposoben sebe prav videti, niti prav oceniti lastnega stanja. Napuh človeka zavaja, da sebe opravičuje in krivdo vali na druge. Na ta način v človeku raste dostojanstvo, ki ni pravo, ampak je zlagano. Resnično stanje je bistveno drugačno od tistega, ki ga vidimo v napuhu. Tak človek mora najprej spregledati in se spreobrniti k resnični poštenosti. Iz svojega življenja mora odpraviti vse, kar je lažno, in se okleniti samo resnice, ki je včasih tudi boleča. Resnica nam pove, kakšni v resnici smo. To pa nam mnogokrat ni všeč, saj bi bili radi drugačni. Še posebej je resnica boleča, kadar nas vodi do spoznanja naših slabosti, napak in grehov.
To je neke vrste ponižanje. Toda resnica nas vedno tudi osvobaja. Vrača nam pravi pogled na lastno življenje in nam pokaže tako dobro kot tudi slabo. Ponižanje, ki nam pomaga spoznati lastne napake, je potrebno in koristno. Odpira nam oči, da smo ubogi in ne tako imenitni, kot si včasih domišljamo. Ponižanje nas postavi na trdna tla, da začnemo razmišljati o svojem življenju in nas nagovarja, da spremenimo tisto, kar nam povzroča grenkobo in bolečino. Ponižanje nas tudi vodi v ponižnost. To je v držo, ki nas odpira Bogu in bližnjemu. Apostol Peter lepo pravi o ponižnosti. Prav tako mlajši podredite se starejšim, v medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se pod močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Poglejmo še, kako je bilo s ponižanjem pri Jezusu. Iz vsega odrešenskega dogajanja vemo, da je Jezus na vsakem koraku doživljal ponižanja. Neke vrste ponižanje je bilo zanj že to, da se je učlovečil. On je Bog in živi v Božji slavi, v občestvu Svete Trojice. Bog ni potreboval učlovečenja, ker mu ni ničesar dodalo k njegovi popolnosti. Ponižal se je zaradi našega odrešenja in zaradi naše bede. Ljubezen do grešnih in ubogih ljudi ga je vodila tako daleč, da se je ponižal. To je bilo prvo ponižanje, ki je bilo sad njegove ljubezni. Sam se je odločil zanj in ga zavestno sprejel, po sklepu vse Svete Trojice. Če ima ponižanje nek smisel in nek cilj, ga je lažje sprejeti. Toda vse le ni bilo tako lepo, saj je prvemu ponižanju sledilo še več drugih. Ljudje ga niso sprejeli kot odrešenika, sumničili so ga, ker je govoril resnico. Iz zavisti so ga izdali v smrt in umorili. Ponižali so ga tako zelo, da je bil prištet med hudodelce. Toda Jezus je vsa ta ponižanja znal združiti s tistim prvim ponižanjem, za katerega se je svobodno odločil. Vsako ponižanje je sprejel v ljubezni do človeka. Vedel je, da samo če sprejme ponižanje, lahko človeku pokaže, kako zelo ga ima rad. Prav ponižanja so mu odpirala pot v globine človekove narave, ki je ranjena od izvirnega greha. Če je hotel človeka spoznati in doživeti v vsej človeški bedi, je moral sprejeti vsa ponižanja, ker je človek sam padel zelo nizko. Padlega pa lahko dvigneš samo, če se k njemu skloniš in ga pobereš. Ker je pred očmi vedno imel cilj, da bi človeku spet vrnil prvotno dostojanstvo pred grehom, mu ni bilo težko sprejeti ponižanj, ki so ga vodila k cilju. S tem svojim zadržanjem je tudi nam pokazal pot, kako naj ravnamo. Njegov zgled nam govori, da moramo tudi mi sprejeti ponižanja z ljubeznijo, ker nas lahko povedejo bliže k Bogu, ki se sklanja k nam. Seveda so ponižanja, ki jih doživimo, različna. Veliko si jih pripravimo sami, ker ne preudarimo dobro, kako ravnati. Taka ponižanja je lažje sprejeti, ker so posledica naše lastne nerodnosti in nepazljivosti. Tudi greh je ponižanje, saj vsak greh človeka poniža in razdere prijateljstvo z Bogom. Zato je pošteno, da vsak izmed nas potrpežljivo trpi posledice svojih grehov. Tudi pokora za osebne grehe je popolnoma normalna stvar. Ker smo ravnali napak, je potrebno popraviti, kar je greh razdejal. Sprejeti trpljenje zaradi svojih grehov je pravično in pošteno. Ne smemo se izmikati temu, kar smo si sami pripravili. In tudi krivice smo dolžni popraviti. Nobeno mučeništvo ni, če človek po pravici trpi za svoje prestopke. So pa tudi ponižanja, ki nam jih pripravijo ljudje in so krivična, ter jih je težje sprejeti. A tudi tukaj nam je Jezus zgled. Govori nam, jaz pa vam pravim, ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo sili 1 miljo daleč, pojdi z njim 2.
Sam je sprejel ponižanja, ki so bila krivična, in je z njimi zagotovil naše odrešenje. Tudi mi lahko ravnamo podobno. Če sprejmemo ponižanje, ki nas je zadelo po krivici, prekinemo krog sovraštva, ki se je začel. Ne smemo seči po maščevanju, ker nas ne bo vodilo k miru. Jezus nam celo pravi, da moramo ljubiti tiste, ki nas ponižujejo in sovražijo. Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. Ko se odpovemo maščevanju in sprejmemo ponižanje, se še bolj nagnemo k Bogu. Bogu se približamo, ker smo mu podobni in odpuščamo ter ljubimo, tudi če nismo ljubljeni. Takšno ravnanje nas dela bogatejše in še boljše sinove nebeškega Očeta. Tako vidimo, da nas krivično ponižanje vodi bližje k Bogu in nam je v duhovno korist, če ga znamo z ljubeznijo sprejeti. Tako dejanje v nas poveča Božjo milost, odpira nas za sprejem milosti in tako uresniči našo bogopodobnost. Ponižanje, ki ga sprejmemo, pa ima učinek tudi na tistega, ki je ponižanje pripravil. Razorožili smo ga, ker se nismo maščevali. Tako smo mu dali možnost, da gre vase in premisli svoje ravnanje. Ko vidi, da je delal narobe, ima možnost kesanja in opravičenja. Če bi se mu maščevali, ga ne bi privedli k kesanju. Samo odpuščanje odpira vrata k kesanju in priznanju krivde. Ponižanje, ki smo ga sprejeli, je postalo vir blagoslova tudi za bližnjega, ki nas je ponižal. Še več, to ni bilo samo naše ravnanje. Bogu smo dali prostor, da je lahko sodeloval v nas in po nas. Postali smo njegovo orodje. Sedaj smo spet pod križem in vidimo Jezusa, ki je nanj pribit. On nas potrebuje za svoje orodje, saj so njegove roke pribite in jih ne more več uporabljati. Zato nas prosi, naj mu posodimo svoje, da bodo delile blagoslov in odvezovale krivde. Njegove noge so pribite na križ in negibne. Potrebuje naše noge, da bo lahko nastopil pot sprave in miru. Naše noge ga bodo ponesle do tistih, ki so nas ponižali, da jim porečemo: odpuščam ti, brat. Posoditi mu moramo naše noge, da bomo šli k tistim, ki smo jih ponižali, in prosili: odpusti, brat. Jezus potrebuje naša usta, saj so njegova na križu utihnila. Po naših ustih hoče oznanjati besede veselja, kako zelo nas Bog ljubi in nam odpušča vse, s čimer smo ga žalili in poniževali. Uči nas, naj tudi mi z ljubeznijo sprejmemo križ ponižanja, ki nam bo odpiral pot k Bogu. Prostovoljno sprejeta ponižanja nas bodo naredila ponižne in odprte Bogu. Odprla nam bodo vrata, po katerih bo Bog še lažje vstopal v naše življenje. Samo ponižni ljudje lahko doživijo Božjo bližino in sprejmejo od njega vse, kar bi nam rad podaril. Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo od vas pobegnil. Približajte se Bogu in se vam bo približal. Ko postajamo ponižni, se nam Bog približuje in nas vedno bolj osvaja. Postajamo močni in odporni proti napadom hudobnega duha. Kadar sprejmemo ponižanje, se upremo hudiču, ki nas takrat nagovarja k maščevanju. Hudič tem bolj izgublja moč nad nami, čim bolj postajamo ponižni. Odprle se nam bodo oči in spoznali bomo, da nas nobeno ponižanje ne more zares ponižati. Nasprotno, še bolj nas približa Bogu, ki je bil tudi ponižan. Jezusu je bilo ponižanje na križu povišanje, saj sam pravi: ko boste povzdignili Sina človekovega, boste spoznali, da jaz sem in da ničesar ne delam sam od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil Oče. Sramotno ponižanje ob smrti na križu se mu je spremenilo v povišanje, ker je lahko v ljubezni objel vse tiste, ki so ga ponižali. Tudi nas vsako ponižanje, ki ga sprejmemo z ljubeznijo, dviga nad tistega, ki nas ponižuje,
a ne zato, da bi ga imeli za slabšega od sebe, ampak zato, da bi ga ljubili kakor Bog. Čeprav smo bili v človeških očeh ponižani, smo bili pred Bogom povišani. Samo ljubezen je tista, ki je spremenila predznak. Iz ponižanja je naredila povišanje, ker ni iskala svoje pravice, marveč je bližnjemu odpuščala. Ne bojmo se ponižanja, ki ga je Gospod izkusil že pred nami. Z ljubeznijo ga je spremenil iz ponižanja v duhovni dobiček. Ponižanja nas vodijo v stanje, ki se mu reče ponižnost. To pa je stanje odprtosti Bogu in bližnjemu. Ponižni človek je odprt za vse ljudi, pa naj bodo še tako drugačni in nemogoči. Ponižnost je bogastvo, ki nam ga Jezus ponuja s križa in nas navdušuje, da bi hodili njegovo pot. To je pot ljubezni in zvestobe. Ponižnost ni proti človeški naravi in ne preprečuje uresničenja človeka, marveč ravno nasprotno. Ponižnost daje človeku pravo vrednost in možnost, da pravilno raste ter napreduje pri Bogu in pri ljudeh. Biti ponižen pomeni imeti pravo modrost.